Vas mučijo bolečine v ledvenem delu hrbtenice v križu? Za vas je dr. Sergej Fedorov iz ordinacije Mogi pripravil nekaj čudovitih vaj za preventivo in razbremenitev mehkih tkiv v ledvenem delu. Pozdravljeni, sem dr. Sergej Fedorov, sem specialist nevrolog in specialist manualne medicine. Manualna medicina ukvarja se predvsem s težavami, katere izhajajo iz naše hrbtenice. In najpogostejši simptom tistih problemov, kateri lahko vezani na našo hrbtenico, je bolečina v ledvenem delu. Vzroki tiste bolečine so lahko različne. Najpogostejši razlog tistih težav je degenerativne spremembe v medvretenčnih ploščicah, ampak tudi lahko problem se temelji čisto na mišici, naprimer zaradi kakšnega nerodnega giba, dvigovanja težkih bremen, ne vem, kakšnih drugih razlogov, kateri bi znali samo zadeti mišico. Pa tudi treba omeniti, da obstajajo tudi drugi razlogi, zakaj boli ledveni del hrbtenice. Ni samo ledveni del, tudi lahko, glede na to, da naše telo je celota, problem izvira iz drugih delov, naprimer obraba sklepov, naprimer kolenskega sklepa, po tistih povezavah, katere obstajajo v našem telesu, tudi bi znali v določenih primerih povzročiti zelo neprijetne občutke v ledvenem delu. Danes mi dva z mojo kolego, medicinsko sestro Majo, bomo pokazali eno posebno vrsto vaj za ledveni del, isto kot za krepitev, isto kot za možno zmanjšanje bolečin na podlagi izboljšanja krvnega obtoka. To so tako imenovane statične izometrične vaje. Gre za tako imenovane statične vaje, katere treba delati ali v spremstvu nekega pomočnika, asistirano, ali samostojno z uporabo nekaj vire, nekaj opore. Statične vaje so dobre še predvsem zato, da oni ne znajo povzročiti nobenih stranskih učinkov. Ni gibov, to pomeni, ni možnosti izpahniti kakšen sklep, povzročiti novo hernjo. Istočasno mišice so zaposlene, krvni obtok, regularno krčenje in sledeče sprostitev mišic zna še masirati žilje, to pa pozitivno tudi vpliva na krvni zastoj. Prva vaja. Dajte nogo vgor na neko oporo, lahko taburet, lahko pa kaj drugega, lahko rama moža, naprimer, in naredite globoki vdih in tiščite z nogo vdolj na mojo roko. 1, 2, 3, 4, 5, izdih, sprostite. To je prva vaja. Druga vaja iz istega položaja, približno 30 stopinj od vodoravnega položaja, treba držati nogo. V takšnem položaju bolj enakomerno se zaposlijo trebušne mišice. In pa druga vaja izgleda tak. Naredite vdih in tiščite vgor, vdох, vdih, 1, 2, 3, 4, 5, izdih, sprostite. To je druga vaja. Tretja vaja, pokrčite koleno in tiščite na izven na oporo. Vdih, 1, 2, 3, 4, 5, izdih, sprostite. Nogo pokrčeno v stran. Četrta vaja. Vdih in tiščite vgor. 1, 2, 3, 4, 5, izdih. Peta vaja. Pokrčeno koleno primite z rokami in tiščite ven od glave. Vdih, 1, 2, 3, 4, 5, izdih, sprostite. Šesta vaja iz istega položaja, samo roke koristite kot oviro in tiščati treba proti glavi. Vdih in tiščite 1, 2, 3, 4, 5, izdih, sprostite. In še sedma vaja. Naredite globoki vdih, pokrčite trebušne mišice, pritisnite ledveni del do podloge in istočasno pokrčite medenične mišice. 1, 2, 3, 4, 5, izdih, sprostite. Še bi želel zraven dati nekateri splošne navodila. Ta skupino vaj treba izvajati simetrično. Količina ponovitev z levo nogo naj bi совпадala s količino ponovitev z desno nogo. In zato svetujem začeti s šibkejše strani.
ali ta, katera je bolj boleča, ali če gre za desničarja, z leve strani. Da bi ni bilo tako, človek je naredil 10 ponovitev z desno nogo, z levo pa mu je uspelo samo 6. Tako da začnete s šibkejše strani. Kar se tiče zapiranja pri vdihu, Kitajci trdijo, da treba upoštevati neparne številke. To pomeni, šteti treba ali 5, ali 7, ali 9. Če boste zaprli dihanje za številko 11, boste se pokvarili ritem dihanja. Tudi bi povedal, da naj bi hitrost štetja savpadala z utripom srca. To je skoraj vse, kar sem želel povedati o tistih vajah. Tako da v primeru težav hrbtenice, lepo pozdravljeni v naši ordinaciji, v ordinacijah Mogi po celi Sloveniji. Nasvidenje.